Prisrčno pozdravljene, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Jezus je poklical svoje učence, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjati evangelij, veselo novico, tako je zapisal evangelist Marko. Jezus pa tudi danes kliče delavce v svoj vinograd. V tednu molitve za duhovne poklice smo v studio povabili sestro Štefko Klemen, Uršulinko, ki se še posebej posveča delu za duhovne poklice. Pozdravljena, sestra Štefka. Lep pozdrav. Kako kaj vpliva tole lepo pomladansko vreme nate? Nič posebnega bi rekla, samo še pripomore k temu, kar je noter, ki je tudi pomladansko, ker je velikonočno, ker je teden molitve in to je ena mojih bistvenih stvari, eno moje bistveno poslanstvo, ki mi vedno znova prebuja življenje, vedno znova me žene, da bi tudi druge privabila k temu delu, k temu poslanstvu, ki se mi zdi res čudovito, pa obenem zahtevno. Koliko časa se že posvečaš delu za duhovne poklice? Pravzaprav več ne štejem let. Še kot mlado dekle doma, ko sem se sama odločila v 7. razredu, sem takoj med svojimi prijateljicami začela iskati, katera bi se mi pridružila, da bi šle skupaj v samostan. Vendar eno sem nekoliko navdušila, ampak danes moram priznati, poklic ni v tem, da te nekdo navduši, ampak da te Gospod pokliče. In pravzaprav od takrat naprej, ves čas svojega življenja, tudi potem, ko sem kot kandidatinja živela v Ljubljani, sem vedno gledala, koga bi še pritegnila, ker je bilo meni lepo in sem želela, da bi bilo še drugim lepo. Tako bolj zares sem se pa začela posvečati temu delu že kot mlada sestra, še ne z večnimi zaobljubami pri Uršulinkah, kjer sem sodelovala na različnih skupinah za mlade, duhovnih vajah za dekleta, za birmance. In že takrat me je ta želja ves čas spremljala, kako bi tudi drugim pomagala najti tisti globok smisel življenja, ki sem ga sama čutila, da sem ga odkrila v duhovnem poklicu, ki mi je bil dan in na katerega sem sama odgovorila. Potem sem pa pravzaprav ves čas delovala na tem področju, najprej v naši ustanovi. Takoj prvo leto po večnih zaobljubah sem postala članica medškofijske komisije, članica škofijske komisije v Ljubljani, komisije, ki je na škofijski ravni delala za duhovne poklice, in to je bil pa moj takšen temeljit začetek tudi dela v cerkvi na Slovenskem, ker dokler sem bila potem v ljubljanski nadškofiji, sem tam sodelovala v tej komisiji in na naši uršulinski ravni. Ko sem prišla v Maribor, sem tukaj prvič v Maribor, sem tukaj postala članica Centra za duhovne poklice, sicer za en kratek čas. Ko sem se pa drugič vrnila, sem pa prišla v Center za duhovne poklice, kjer je pa pravzaprav moje prvo poslanstvo in tudi čutim, da moja karizma, moja življenjska poklicanost dela za poklice. Ne vem, tako čutim, da pravzaprav sama sem bila poklicana in če sama lahko delam za poklice in za oznanjevanje evangelija, je to nekaj. Če pa pridobim še druge in jim pomagam, da bi odkrili, kakšno mesto, kakšen poklic in poslanstvo je Bog zanje pripravil, da nas bo več, ki bomo združeni v tem delu, se mi pa zdi, da sem s tem lahko še več naredila, ko storim najprej, kar je v moji moči, da bi mladi spoznali poklicanost in da potem oni to širijo naprej. Pa ne samo mladi, v zadnjem obdobju, ki je že kar malo daljše, čutim pravzaprav, da je vsak človek poklican in je moja velika želja vsakmu človeku pomagati, res odkriti v globini tisto
poklicanost, tisto mesto, ki ga je Bog njemu pripravil, da bi tudi sam bolj polno živel in da to veselo novico, ki jo je sam slišal, da smo ljubljeni Božji otroci, da bi to nesli naprej, da bi vsak v svojem poklicu, na svojem področju to nesel naprej, da bi svetu povedal, kako nas ima Bog rad. Ne vem. In moja želja, pravzaprav, kolikor bolj se temu posvečam, toliko bolj tudi raste in je ena velika želja, da bi vsi ljudje slišali, da bi vsi ljudje vedeli, kako nas ima Bog rad in da bi se tej ljubezni odprli, da bi se tej ljubezni odzvali. Tako da pravzaprav moje življenje je na samo delo za poklice, ker razumem odpiranje Božje ljubezni in to dati naprej. Se pravi, da se počutiš na svojem mestu, predstojniki so prepoznali to tvoje karizmo in ti dajo prostor, da delaš na tem področju. Ja, moram reči, da sem zelo hvaležna tudi naši ustanovi, ki pravzaprav že ves čas tudi prepoznava, da je tukaj eno moje poslanstvo, da imam tukaj darove, da je tukaj nekaj, kar je Bog vame položil in kar lahko dam v cerkvi, v naši ustanovi in v vsej cerkvi na Slovenskem in tudi v sodelovanju s drugimi krajevnimi cerkvami, ko pridem v stik z njimi. Pravzaprav poklic prepoznamo z obeh strani. Osebno poklicanost, jaz prepoznavam, kaj je Bog vame položil, ampak tudi drugi prepoznavajo in moje predstojnice so v tem, kar delam, v tem, k čemur sem poklicana, ves čas prepoznavale in so mi tudi omogočile, da na tem področju se pravzaprav dajem, obenem pa to čutim, ne? To je poklicanost vse naše ustanove, ne? Ker moj poklic je poklic v ustanovi in moje poslanstvo jaz ne izvršujem v svojem imenu, ampak v imenu vse naše ustanove, ker mi smo eno telo in če jaz delam, dela vsa skupnost, ker takrat, ko sem jaz v poslanstvu, ko delam z mladimi, z molivci, na različnih področjih, skupnost zame moli in sestre doma delajo tisto, kar bi morda jaz, če bi bila doma, tako mi pa omogočijo, ene delamo na enem področju, druge na drugem, tako da je to pravzaprav naše celostno poslanstvo in tudi naša odločitev. To je naš delež za našo krajevno cerkev, da dam čas, da dam moči, da dam darove. Sestre me pri tem podpirajo, z njimi delim svoje izkušnje, se posvetujem, mi tudi svetujejo, skupaj preverjamo. Tako da pravzaprav to moje poslanstvo je poslanstvo vse moje uršulinske skupnosti. Bolj konkretno te skupnosti, kjer živim, v Mariboru, me pa podpira tudi vsa provinca. Se pravi, da se ne čutiš sama v tem poslanstvu, ampak da čutiš, da so sestre s teboj. Ne, sploh se ne čutim sama. Vedno, ko nekam grem ali pa tudi, ko grem, ko delam v centru, ko se podarjam v tem, kar sem, čutim, da se ne podarjam v svojem imenu. Ja, dam na razpolago svoje darove, svoje znanje, to, kar mi je bilo omogočeno, ampak delam v imenu naše skupnosti. Verjetno opažaš tudi sadove svojega, vašega dela za duhovne poklice. Ja, lahko bi rekla, opažam. V vseh teh letih sem mnoge mlade spremljala na poti razločevanja, prepoznavanja duhovnega poklica in mnogi so se odločili za duhovniški poklic, za najrazličnejše skupnosti posvečenega življenja, tudi za našo ustanovo. Mnogi so se pa odločili tudi za družinsko življenje. Meni je tako lepo, ko premišljujem pravzaprav, kako ima v cerkvi vsak svoje mesto, vsak svojo poklicanost. In družinsko življenje je ena od poti. In če je mlad človek poklican tja, bo tam najbolj polno živel. Če je nekdo poklican v duhovništvo in ko res najde, ko vidiš, da zažari, ko vidiš, da je vzcvetelo njegovo življenje, to ne pomeni, da je vedno lahko, ampak čuti, da je na mestu,
takrat je tudi zame največje veselje, kot bi se sama odločila in kot bi sama v življenju našla, wow, to je pa to, ne. Zdi se mi pa in tako lepo mi je, ker pravzaprav vsi ti poklici, vse te poti v cerkvi imajo pa nekaj skupnega. Podaritev iz ljubezni. Mož se ženi podarja iz ljubezni, žena možu. In drug drugemu sta odsev, kako jih ima Bog rad. Drug po drugem naj bi spoznala, kako jih ima Bog rad. In otroci po starših. Župljani po duhovniku. Ljudje, s katerimi se jaz srečujem, naj bi ob meni, ob srečevanju z menoj, začutili, kako jih ima Bog rad. Kako je Božja ljubezen dobrotljiva, usmiljena. In to je skupno nam vsem in pravzaprav najlepše je, ko vse naše življenje, karkoli delamo, ali v družinskem življenju, ali v duhovništvu, ali v posvečenem življenju, ali različnih oblikah posvečenega življenja, ko vse naše življenje postane podaritev iz ljubezni. In pravzaprav, ko res to živimo, začutimo, kako smo pravzaprav vsi eno telo, kako smo mi ena cerkev, organizem, ko čutimo drug s drugim. To mi je krasota in me pa vedno boli, ko nekdo reče, to pa ni moja zadeva, to je pa zadeva onih, ko imam občutek, to je pa mladika, ki je mrtva, ki ne čuti, ne. Ko čutiš z drugim, pomeni, če nekoga boli, mene boli. In če se nekdo veseli, je moje veselje. Ne. To se mi zdi nekaj tako lepega v tej poklicanosti, da bi se zavedali, da pravzaprav vsi skupaj tvorimo eno skrivnostno Kristusovo telo in da drug drugega rabimo in da drug drugemu pravzaprav lahko pomagamo na tej poti, se spodbujamo, da bi ta svet tudi po nas postal bolj božji in bolj človeški, ne? Da smo čim bolj pretočni za to Božjo ljubezen, da se po nas razliva v ta svet. Po nas redovnikih, duhovnikih, po poročenih, tja, kamor mi ne moremo, ne. Vsak ima svoje področje, vsak ima svoje poslanstvo, vsak ima svoje mesto in ko odkrijemo in se živimo, takrat je najlepše, ker se živimo v eni harmoniji. Nihče nikogar ne ogroža, če v resnici živimo to polnost, ker Bog je vsakmu svoje mesto pripravil, vsakmu svoje poslanstvo in ko ga odkrijemo in zaživimo, wow, to je najlepše, mislim. Nekaj temeljnega pa je, da človek začuti, da ga ima Bog rad. Ja, to je temeljno za vsako poklicanost. Pravzaprav, ne, meni se zdi velikega pomena to, da se najprej sploh zavemo, da je že življenje, moje življenje je poklicanost. Nekdo me je hotel, Bog me je hotel, Božja ljubezen me je priklicala v ta svet. In ne kar tako slučajno, ampak s določenim namenom in s določenim poslanstvom. Da jaz dam svoj delež pri oblikovanju tega sveta, da bo svet postal bolj božji, bolj plemenit, bolj človeško topel, če tako rečem. Ne, to je eno. Po drugi strani je pa tako nekaj čudovitega, ta poklicanost, ki smo jo deležni mi po krstu. Ko sem poklicana, da sem ljubljena Božja hči, da smo ljubljeni Božji otroci, sinovi in hčere. To se mi zdi nekaj tako velikega, če bi se mi zavedali, kaj nam je s tem dan, v resnici zavedali. Ne? In to vidim kot tisto temeljno za nas vse. Mi smo skupno dostojanstvo, nam vsem je to Božje otroštvo, ljubljeni Božji otroci. Ne? Če smo mi ljubljeni Božji otroci, pomeni, da imamo očeta, da živimo ta odnos, ta sinovski, hčerinski odnos do očeta, oziroma sprejemamo najprej to ljubezen, ker moja ljubezen temelji na njegovi. Ne? Nisem bila jaz prva, on je bil prvi, ki nas je ljubil, ki se nam je podaril, ki se nam podarja in moje je samo odgovor na to ljubezen. Ne? Ampak, če sem jaz ljubljena hči in si ti ljubljeni sin njegov in je vsak človek ljubljeni Božji otrok, potem ne morem biti kakršenkoli do ljudi okrog sebe. Ne? To dejstvo, ko živim to temeljno poklicanost, spremeni tudi naše medsebojne odnose, to pa pomeni spreminja svet. Ne?
In to mislim, da je temelj vsemu. To krstno poklicanost pa potem drugače živi nekdo v družinskem življenju, drugače duhovnik, drugače redovnica, ampak to je temelj. To je največje dostojanstvo, kar je možno. Poklici, v katere smo pa zasluženi drug drugmu. Sveti Ignacij Lojolski pravi: Gospod, ti si toliko naredil zame, kaj pa naj jaz storim zate? Se pravi, nekdo najprej prejeme dar, potem pa čuti, da naj bi dal tudi odgovor na ta dar. Jaz lahko zase rečem, ko sem odkrila, kako sem ljubljena, ko sem odkrila, kako me ima Bog rad, kako se Bog zame podarja, in ko sem odkrila svojo poklicanost, jaz sem noter čutila, da tega ne morem obdržati zase. Noben mi ni rekel, to moraš nesti naprej, nobeden. Dobro, ko beremo Božjo besedo, ampak pravzaprav notranjost te sili, ko doživiš, kako te ima Bog rad, ti čutiš, da tega ne moreš obdržati sam zase, da boš sam srečen. Enostavno me je notranjost cili vedno znala in jaz pravzaprav rečem, ne morem mirovati, dokler ne bo zadnji človek odkril Boga, da ne bo odkril njegove ljubezni, se ne bo odprl njegove ljubezni. Jaz ne morem mirovati. Jaz včasih čutim v sebi, da bi šla do konca sveta in vpila ljudem, ljudje Božji, odprite se Božji ljubezni, sprejmite Boga, to bo spremenilo vaše življenje, kot je spremenilo moje življenje. Čutim, da ne moramo biti mirni, dokler tudi drugi ne spoznajo, se ne odprejo tej Božji ljubezni, ki spreminja življenje, ki spreminja odnose, ki spreminja pravzaprav celo smer našega življenja. Obenem je pa to tako preprosto, biti s Bogom, odpreti se njegovi ljubezni, ker Bog ne zahteva nič, kar ni za nas dobro. Ne? Bi včasih rekel, ne, to ne pomeni, da ne pride trpljenje, ampak tudi trpljenje in preizkušnje Bog lahko obrne v naše dobro, da nas osvobodi vsega tistega, kar ni on, kar ni življenje, da nas prepuca. Jaz včasih to rečem, pa ni lahko takrat, ko se to vrši. Ampak, ko se pa konča, oziroma nikoli se ne konča, ampak v neki meri vedno znova začutim, kako me je Bog prečistil vsega tistega, kar ni on, da lahko z večjo ljubeznijo, z večjim veseljem, z večjim žarom grem spet za njim, oznanjam, ne, potem pa spet malo tako se zamegli, malo zgubiš cilj, pa ti postanejo stvari težke, ampak ko se vrneš nazaj k temu, kdo je on, kak smisel ima moje življenje, kaj želim, in da je pravzaprav vir največje sreče, ko se po Božjem zgledu tudi sam podarjaš iz ljubezni v vsem, kar delaš, v čist preprostih vsakdanjih stvarih, odnosih z ljudmi, takrat se začne eno žuborenje življenja. V mojem srcu pa tudi opažam, da v srcih ljudi, s katerimi se ukvarjam, veliko se posvečam, in ko začenjajo odpirati svoje srce tej Božji ljubezni, postajajo sami apostoli, ker čutijo, lej, ko sem jaz našla, ne morem tega obdržati, tudi jaz želim to dati naprej. Če malo, to, kar sem prejel, ampak to dam naprej, in milost, na katero odgovorimo, kliče novo milost. Se pravi, da ti v prvi vrsti pomagaš ljudem, da spoznajo, da občutijo, da odkrijejo, da so ljubljeni, potem pa, da posledično najdejo tudi svojo življenjsko poklicanost, svoj življenjski stan. Prvo, kar se mi zdi, pri tem mojem delu je, da bi pomagala ljudem, in to je moja velika želja, da bi se odprli tej Božji ljubezni, pomagala do tega osebnega, pristnega, preprostega odnosa z Bogom, ker Bog kliče vsakega človeka. Bog nagovarja vsakega človeka in Bog vsakega človeka vabi v prijateljstvo s seboj. In šele, ko se odpremo tej ljubezni, Božji ljubezni, ko nas vabi, da bi živeli to Božje življenje, ne? Kaj je to Božje življenje? Je eno samo veliko pretakanje ljubezni, če tako rečem, ena taka silna, močna dinamika. Pravzaprav priznam, da mi je zelo težko to ubesediti, ampak ko o tem razmišljam, jaz doživljam eno tako veliko
dinamiko. Bog Oče se podarja neprestano, Jezus se podarja, Sveti Duh je ena sama ljubezen, ki je vez med njima. In jaz kot kristjan, kot ljubljena Božja hčerka, sem pritegnjena v ta krog otok ljubezni, da živim to Božje življenje, Božjo logiko, ki se podarja, ki se daje zastonsko iz ljubezni. Lej, moram priznati, ne uspeva mi vedno, padam, ampak končno vedno bolj odkrivam, ni važno, če padam, važno je, da ostanem in grem naprej. In ti padci me še bolj priklenajo na Gospoda, ker rečem, glej, Gospod, toliko sem slabotna, brez tebe sem ena reva, ena nula, daj pomagaj, usmili se me. In ko sama odkrivam svojo majhnost, svojo slabotnost, ko ne odgovarjam na to Božjo ljubezen, ko vidim, da kot da življenje odteče, tisto Božje življenje nekako odteče od mene, ni tistega žara, kot je takrat, ko se res popolnoma odprem tej Božji ljubezni, pa lahko tudi prosim za moje sosestro, za ljudi, s katerimi se srečujemo. Glej, Gospod, ni še odkril tvoje ljubezni, ne zna se ti odpreti, daj stopi tudi v njegovo življenje, daj dotakni se njegovih ranjenosti, prizadetosti, vsega tega, kar je živel, vsega tega, kar ga ovira, odstrani te ovire, da se ti bo lahko odprl, da v začutku, kako imaš tudi njega rad, da bo doživel iz tega, kar živi, iz tvojih vstopov v njegovo življenje, da se ti bo odprl, da boš ti lahko delal v njem. Ker pravzaprav vse to ni moje delo, to je on, ki dela. Kolikor bolj se odpiram Bogu, toliko bolj on lahko dela v meni. Kolikor bolj napenjam svoje mišice, kaj bom jaz naredila, toliko bolj grejo stvari eno čist svojo pot. Pravzaprav je Bog, ki dela. Bog, ki po meni dela, jaz sem orodje, včasih bolj nerodno, včasih rečem kot vile za uvaržati, pripravljeno, ampak ko se pa odprem, ko mu pustim, pa res gledam, kaj Bog dela. Ne, v teh mladih, v ženah, s katerimi se ukvarjam, z animatorji, s katerimi delam, kjerkoli res čutim blagoslov, ampak vem, da je to njegovo delo, to ni moje delo, jaz se pa dam na razpolago in to je moje. In se z veseljem dam in to mi je eno veliko notranjo radost daje, da lahko sodelujem, da me Gospod hoče uporabiti in sem srečna, da sem lahko njegovo orodje in želim, da bi bila vedno bolj pripravljeno orodje, da bi vedno bolj lahko po meni delal, da bi se dotikal src, da bi jih notranje premaknil. Ne vem, kako naj to ubesedam. No. Se pravi, glavno delo naredi Bog, je pa tudi tvoj prispevek. Ja, čutim, da oboje. Bog je tisti, ki kliče, Bog nagovori, Bog vstopa v človekovo življenje, Bog spreminja. Vendar čutim, da je tudi moje delo potrebno pomagati človeku, da se odpre, pomagati, da preraste tiste ovire, da prečiščuje, da se nauči poslušati Božje glasove, uvajati v oseben odnos s Bogom, uvajati, kako delati z Božjo besedo, kako prebirati, kako se prepustiti, da te Božja beseda nagovori, kako prevetriti svojo osebno zgodovino, kako se soočati s stvarmi, ki jih nosimo s seboj iz svoje preteklosti, pa jih nismo še razčistili, ker to so velikokrat lahko ovire, da ne prepoznam jasno. Ne? To je, kot da mi zamegli, kot da imam zamegljen pogled in ne vidim jasno, k čemu me Bog nagovarja. Še tega ne vidim, kaj vse mi Bog daje, kot da sem slep. Ne? In to je moja vloga. Potem pa lej, ko se nekdo, mlad človek odloča, omahuje, polno strahov. In moja naloga je, da ga spremljam na tej poti in z njim gledam, če so upravičeni strahovi, lej, se je treba z njimi soočiti, poiskati rešitve, ker za vsako stvar se najde rešitev. Če so pa prazni strahovi, skušnjave, kot jih Ignacej imenuje, pa da se razblinijo in da se nažene skušnjavca, da se z njim ne ukvarja, ampak mladega človeka je to treba naučiti, tudi razločevati, kaj so Božji glasovi, kaj je Božji dotik, kaj pa ni, kaj so skušnjave. Poleg tega tudi pomagati, razločevati razne vplive ljudi, eni mu to govorijo, drugi mu to govorijo, pomagati, da razloči, kaj je Božje, kaj pa ni, in usmerjati v bistveno. Ne, da se odloča pod svojimi čustvi, pod vplivi drugih, ampak
kaj prepoznava, k čemu Bog njega kliče. Kaj je Božji načrt za njegovo življenje, kakšne darove mu je Bog dal, kakšne nagibe, ampak tiste Božje, ne? Da prepoznava, učiti, razločevati, najprej sploh zaznati, ker od začetka, ko se z mladimi srečujem, niti ne zazna. Ko se naučimo zaznavati, potem pa naprej naslednji korak, učiti se razločevati, kaj je Božje, kaj ni, kaj je v skladu, ne, vzeti v roke svetopismo, Božjo besedo, pa dogajanje, pa v luči Božje besede pogledati, poleg tega uvajati v zakramentalno življenje, odnos do Evharistije, ki je vrhunec in središče vsakega krščanskega življenja, kaj šele vsake poklicanosti, ne. Evharistija je povezana z vsakim, je središče družinskega življenja, če pravilno pojmujemo, središče duhovnikovega, redovnikovega življenja, središče življenja vsakega kristjana, ne. Uvajati v zakrament sprave, ne. Koliko je tukaj strahov, napačnih pogledov, zmaličenih podob. Pomagati, da spozna bistvo, naučiti, kako narediti korake. Tukaj je cela paleta dela. Poleg tega pa kot prvo, bi rekla, ustvariti eno močno molitveno zaledje, da je ena velika skupina molivcev, ki podpira mlade na poti odločanja. Se pravi, da je če je vsak poklic dar, ne, to jaz razumem, vsak poklic je dar, je Božji dar, ki je izprošen, in molitev občestva, vseh krščanskih občestev je bistvena za prejem tega daru, ne. Molitev je pravzaprav pokazatelj za tiste, ki molimo, koliko zares mislimo, koliko zares želimo duhovnih poklicev, koliko neko občestvo želi duhovnika v svoji sredi. Jaz hodim po župnijah, pa reče, ti delaš tam na škofiji, daj nas malo priporoči, glej, mi smo že vso upravi, ali pa, ko bo ta duhovnik umrl, mi ne bomo imeli več svojega duhovnika. Daj tam malo reci na škofiji, da je malo na nas mislili. Pa jaz te ljudi vprašam, koliko redno molite za duhovne poklice? Pa koliko ljudi pride recimo za prvi četrtek, ko je maša in molitev za duhovne poklice? Pa se nič ne pozna. Ja, to je en pokazatelj, koliko smo mi pripravljeni za to narediti. Imeli bi duhovnika, nič pa ne bi za to naredili. Imeli bi redovni poklic, nič pa ne bi za to naredili. Ali pa zelo malo. Ne? Ampak nočem tukaj posploševati. Imamo določena občestva, ki so zelo živa, ki se v resnici trudijo, skušajo pridobiti tudi mlade, tudi družine v ta namen. Ampak glejte, to je načrtno delo, počasno, ampak če enega pridobimo, pa enega pridobimo, če en človek več moli, se prebudi ta zavest, da je delo za poklice naša odgovornost, naša skrb, sem pa enega pridobila. Za vsega sem neizmerno Bogu hvaležna. Se pravi, pogovor s takimi kandidati, recimo, ki iščejo svojo življenjsko pot, je izredno pomemben, pa tudi molitev, kot praviš. Mogoče nam lahko poveš kaj več o tem, kako poteka en tak pogovor, kako pristopiš, recimo, ko eden od mladih pride k tebi pa pravi, da bi se rad odločil, da ne ve, kako bi, kaj bi, da razmišlja o tem, onem, tretjem. Kako recimo ti pristopiš? Če je to prvo srečanje, želim najprej tega mladega človeka poslušati. Ga želim spoznati. Njega, njegovo pot, življenjsko pot in tudi pot poklicanosti. Če izrazi, da želi prepoznati, kam je poklican, oziroma že izrazi, razmišljamo o duhovnem, duhovniškem, redovniškem poklicu ali pa v poklicu v družinsko življenje, želim spoznati njegovo pot poklicanosti, se pravi, kako se je poklic pojavil, koliko časa že traja, kako se je on odzival na ta poklic,
kaj to v njemu sproža. To tako, prvi čas je namenjen temu spoznavanju. Predvsem poslušam, postavim vprašanje. Na vsa vprašanja ne dobim odgovorov, pa jih niti ne pričakujem, ker je namen, da mlad človek sam začne razmišljati, da si tukaj, kjer običajno na začetku vlada velika zmeda, ali pa že nekoliko jasnosti, so zelo različni kandidati, da se najprej en red naredi. Potem me zanima, kako ta mlad človek, fant, dekle, izpolnjuje svoje vsakdanje dolžnosti. Se pravi, če je to študent, kako študira, kako na predavanja hodi, kakšen red ima tukaj ali pa nered, ne? Če je že v službi ali pa išče ali pa je brezposeln. Torej, celostno situacijo skušam malo bolj raziskati. Potem me pa zanima tudi, kakšno je njegovo duhovno življenje, ne? Kako sta ona dva z Bogom. Kako moli, koliko pogosto, kakšna je ta molitev, kak je ta odnos, a je živ ali je nekaj tradicionalnega. Potem zakramentalno življenje, maša, recimo tudi adoracija, čaščenje Najsvetejšega, spoved. Res en red, potem kako je vključen v župnijo ali pa ni vključen, ali v kakšno gibanje, ali kot animator v širši okolici, recimo več župnij skupaj. Vse te stvari me zanimajo, da raziščem jaz teren, pa da on obenem razišče, pa skuša ubesediti, kako je z njim. Potem pa glede na to, kar prepoznam, da bi bilo potrebno več delati, recimo, če ni osebnega odnosa z Bogom, ali če je nerazrešena preteklost, ali ni urejen, recimo, študij. Kakšni imajo težave s študijem in tudi takšni primeri se javijo, ko že po prvem srečanju lahko vidim zelo jasno, da je to beg od enih rednih dolžnosti, ki so mu v nekem času napor, in misli, da bo tukaj začel nekaj na novo. Lahko je tukaj klic, ampak prej mora urediti stvari, razčistiti marsikaj, preden bova šla sploh v odločanje, ne. Z njim grem potem ta področja, gledam, dam določeno nalogo do naslednjega srečanja, da ali si zapisuje, o Božji besedi prebira. Tukaj potem je odvisno od vsakega posameznika, ne morem reči, da sta dva enako, ne. Šele ko prečistimo te stvari, ko začutim, da je nekje res en tak domač odnos z Bogom zgrajen, da je ta mlad človek uredil svoje duhovno življenje, po Božji besedi skušava prepoznavati skupaj, k čemu ga Bog nagovarja, po okoliščinah, po darovih, šele zadnja faza je potem odločanje. To je, kar zadeva recimo nekoga, ki ga spremljam na poti. To spremljanje traja lahko zelo različno dolgo, ne. Nekdo, ki je že sam precej prečiščeval in rabi morda v zadnjem obdobju odločanja določene stvari bolj konkretno pogledati, še razčistiti, utrditi, bo gotovo potreboval en krajši čas. Nekdo, ki se je pa potem recimo, ko je končal študij, šele zbudil, kaj bom pa zdaj v življenju, pa je lahko klic se mu že večkrat javljal, ali pa se je zdaj, ko se je znašel pred življenjem, začel spraševati, čakaj, kaj pa zdaj? In gleda vse različne poti, ki so pred njim, pa se želi o tem pogovarjati, razčiščevati. In marsikdaj pri mladih, ki so se, jaz temu rečem, zbudili šele, ko so končali študij, da bo treba nekaj v življenju narediti, tam je pa bolj dolga pot, običajno, da se vse te stvari prečisti, pogleda, tudi motive pogleda, ne, ali je to beg, kjer ne najde potem ene poti naprej, službe, ali beg iz svoje družine, ali pa
pač več je teh možnosti, tukaj je pa potrebno več prečiščevanja, dokler ne pride do končne odločitve. Ena takšna pika na i pri odločanju, bi pa rekla, so pa duhovne vaje. Običajno imam med letom proces spremljanja, različno intenzivno, enkrat mesečno ali pa s tistimi, ki želijo bolj delati na sebi, tudi na 14 dni. Kot višek pa imamo duhovne vaje v tišini, 4-5 dnevne, kjer gremo pa res v miru pred Gospodom, en proces gledanja, prisluškovanju, oba, kandidatinja in jaz. Gledava in potem tudi tukaj ni rečeno, da se odloči, lahko se pa pokaže, da so še določene stvari, ki jih mora prečistiti, poglobiti, razčistiti, pa si določiva še eno obdobje razločevanja, nadaljujemo proces razločevanja. Katera so po tvoje glavna znamenja, da je nekdo poklican v duhovni poklic, bodisi redovništvo, duhovništvo, misionarski poklic? Torej, eno od prvih znamenj je gotovo ta zavest poklicanosti, ne. Ali je to neki trenutek, ko se mlad človek spomni klica, ki ga je začutil, ali so to več trenutkov, več situacij klica, to je en vidik. Če je resničen klic, običajno lahko se v mladem zbudi en odpor, dokler ne sprejme, ampak ko se mlad človek v resnici zave daru poklicanosti, se rodi tudi hvaležnost. Potem so tudi darovi, ki jih nekdo ima, tudi darove je treba upoštevati. Torej, ko se odloča za neki poklic, ali je to duhovništvo, ali je to družinsko življenje, ali je to redovni poklic, gledamo potem, kaj je karizma neke ustanove, pa kaj so tiste znamenja poklicanosti v tem, kaj ga nagovarja, ali ga je nagovarjalo skozi daljše obdobje, kakšne darove ima, kje čuti, da ga stvari v resnici notranje izpolnjujejo, in potem gledamo, kaj so karizme in kaj so njegovi darovi, ne. Potem en vidik, ki meni spregovori, ali je nekdo poklican in tudi kandidatu, je Božja beseda. Božja beseda kot kriterij, ne, če je Božji klic, Božji nagovor, je tudi Božja beseda običajno zelo zgovorna. In v mladem človeku marsikaj, bodisi neki odpor, navdušenje, eno, jaz bi rekla temu vizijo, ko Božja beseda enostavno potrdi, ja, to jaz želim, ta Božja beseda je odgovor na moje življenje. Torej, gledam, kaj so Božje besede, ki ga nagovarjajo skozi eno daljše obdobje, recimo skozi celotno obdobje razločevanja, ki ga grem, ali spremljanja z nekom, ki ga spremljam, no. Potem motivi tudi, gotovo motivi, tudi družinsko ozadje gledam, ko razločujem z nekom poklicanost, ne. Se pravi, kako so odnosi, kako življenje, ki ga je družina živela, kaj so vrednote neke družine, ali se ta mlad človek v družini počuti res doma, ali beži iz družine. Ne vem, tukaj je veliko teh znamenj, po katerih razbiram, pa skušam z mladim človekom potem razločevati. Ti pustiš posameznikom svobodo, odpiraš obzorja,
Na končni fazi se mora pa vsak sam potem odločiti oziroma odgovoriti na ta božji klic. Tako je. Jaz se namest nikogar ne morem odločiti in se tudi ne želim odločati. Odloča se vsak sam. Moja naloga je, da ga spremljam na tej poti razločevanja, prečiščevanja, da mu pomagam odkrivati, kaj so znamenja poklicanosti, da mu pomagam prečiščevati, da se pomagam soočati s strahovi, da ga spodbujam, da spozna tisti poklic, bistvo, identiteto posameznega poklica, da gre tudi, da se pozanima, postavljam vprašanja, recimo, da to, kar sestavlja nek poklic, recimo vzemimo redovno življenje, da pogleda tudi posamezne zaobljube, kaj posamezna zaobljuba potegne s seboj, kako on že zdaj te drže živi, ki jih bo živel, skupno življenje recimo. Poslanstvo, ki je lastno neki ustanovi, celibat, ali bo zmožen živeti res za obljubo čistosti, celibat, pogledamo težave, s katerimi se sooča, ali so takšne, ki so premostljive, je zmožen se s tem soočati, prečistiti, ali so tukaj težave, ki kažejo, da ne bo zmožen živeti, recimo. Jaz odpiram, postavljam vprašanje, dajem literaturo, da tudi prebira, spodbujam, da gre tudi in se pozanima, recimo v ustanovi, kjer se najbolj kažejo znamenja poklicanosti, ga usmerim, poglej, pojdi, povprašaj, povej, se pogovori, odločam se pa ne in se ne morem in ni pošteno, da bi se jaz nikogar nikamor ne porivam in ne vlečem nazaj. Povem pa jasno, izzivam, da iščejo, odločitev je pa njihova, ker bodo tudi oni živeli ta poklic. Seveda to, kar je pa moje prvenstveno, je pa molitev za tega človeka. Ves čas, odkar ga spoznam, od prvega srečanja, ves čas spremljanja, pa potem tudi, ko je naredil nek korak, kjerkoli je, potem je ta človek ves čas vključen tudi v moje molitve, ker tako kot se mama čuti odgovorno za svoje otroke in moli zanje in jim želi najboljše, jaz čutim, da živim to materinstvo, duhovno materinstvo na drugačen način kot ena telesna mama, ampak če sem nekomu pomagala najti ta poklic, njegov poklic, odpreti se Božjemu klicu, čutim, da ne morem, ko je enkrat najdu, zaključiti z molitvijo, ampak pravzaprav ta človek je del mene, sva šla eno pot in Bog ga ni kar tako zastonj postavil na mojo življenjsko pot, ga je z določenim namenom, tako da ostajamo v tej molitveni navezi, on zame ali pa ona zame, jaz zanj, tako da ustvarjamo še naprej eno tako duhovno molitveno ozračje na tej poti uvajanja ali v duhovniški, redovniški poklic ali zaročenca, ko gre sta eno pot priprave na zakon, ampak tudi potem naprej na njihovi poti. Odločitev je šele začetek, to je prvi korak pravzaprav, čeprav jih prehodiš v razločevanju kar nekaj, ampak poklic se je s tem, ko si rekel ja, šele začel. Bog te vsak dan znova kliče, vsak dan znova odgovarjaš, tako v zakonu, kot v duhovništvu, kot v redovništvu. Vsak dan pravzaprav, kolikor bolj odkrivaš, kaj ti je s poklicem dano, toliko bolj tudi z eno ljubeznijo, z enim veseljem, če res z veseljem živiš svojo poklicanost, da čutiš, da si kot riba v vodi, da je to, k čemur te Bog kliče. Vsak dan znova odgovarjaš na te klice, ki jih Bog namenja, ker neče je odnos. Jaz ne morem reči, zdaj sem pa začela en odnos, zdaj pa smo opravili. Ne, odnos se goji s tem, da vsak dan znova se srečujem z Bogom. On me nagovarja, jaz te odgovarjam, jaz ga nagovarjam, on meni odgovarja. Ne, to je tako, to je ena taka dinamika, to je eno tako življenje, ki nobena druga stvar na tem svetu ni tako močna dinamika, kot je to duhovno življenje, ko ga živiš s Bogom,
ko se ti odpirajo horizonti, ki jih nikoli ne boš prehodil, ki te vedno znova presegajo in ne prideš nikoli do konca. Ne, in to je to lepo, res lepo. Se pravi, znamenje, da se nekdo pravilno odloči, notranji mir, veselje, radost, kot praviš, občutek kot riba v vodi. Ja, ja. In dejansko Bog da, ne, če ti živiš ta odnos z Bogom, Bog usrečuje. Tudi lahko pride trpljenje, ampak v globini je mir, veš, to je to, ne. Tle me Bog vabi in tudi v tem trpljenju, tudi v tej stiski, lej, on je z mano, midva sva povsod skupaj. On me nov zapustil in me ne zapusti. Ne. In to je to, tisti mir, tista gotovost, ki veš, kamorkoli grem, karkoli se mi dogaja, Bog je z mano, Bog je s tabo. To je to, to je lepota življenja z Bogom, ki jo ne bi zamenjala za nič drugega na svetu. Si predstavljam, da so ti mladi, ki se odločijo, ki se uspejo odločiti, odgovoriti na Božji klic, zelo hvaležni. Ja, marsikdo je že rekel, če ne bi v nekem trenutku vstopila v moje življenje, pa me spodbudila, da bi začel bolj iskati, razločevati, verjetno ne bi bil tukaj, kjer sem. So hvaležni in tudi izražajo hvaležnost, ampak tudi če mi nobeden ne bi rekel hvala, pa mi, pa večkrat, je v meni ena taka radost, ko sem lahko pomagala nekomu najti najgloblji smisel. Bog sam mi daje tisto radost in sem zadovoljna, da sem dala vse od sebe, da naredim vse, kar je v moji moči, da bi nek mlad človek najdel. Če ne bi noben hvala rekel, je to že v meni eno tako zadovoljstvo. Lej, Bog v globini izpolnjuje človeka. Ko se daješ, Bog izpolnjuje. V najgloblji globini, ne. Ti si tajnica Centra za duhovne poklice, si tudi referentka za duhovne poklice v naši nadškofiji. V tednu molitve za duhovne poklice se še posebej posvečamo molitvi. Se ti zdi, da je prav, da molimo? Že prej si rekla in poudarila, da je molitev pomembna. Imamo dan molitve za duhovne poklice, Slovenci imamo cel teden, ves teden. Verjetno tudi zaradi tega, ker imamo manj poklicev, smo toliko bolj poklicani k temu, da molimo za to. Ja, molitev se mi za duhovne poklice zdi prvenstvena. Torej, darovati sveto mašo, biti navzoč pri sveti maši, moliti za duhovne poklice. Pravzaprav je to en pokazatelj, koliko je nam vernikov, kot sem že prej rekla, koliko je nam vernikom res do duhovnih poklicev. Ne? Najmanj, kar lahko naredimo, je, da vsak dan znova se vprašamo, kaj pa sem danes pripravljen narediti, da bi naša župnija, naša cerkev imela zadosti poklicev. Jaz sem prepričana, da Bog kliče zadosti tudi danes, ampak mnogo poklicev ostaja neodgovorjenih, ali ker niso imeli nekoga, ki bi jih na tej poti spremljal, ali pa jih nismo dovolj podprli z molitvijo. Ne? Mi moramo računati danes s tem, da živimo v okolju, ki poklicem ni naklonjen. In zato mlad človek potrebuje več spodbude, več poguma, jaz tako rečem, več tega Božjega okolja, ki ga ustvarja molitev, da ustvarjamo eno takšno okolje, kjer se mlad človek okrepi, duhovno okrepi, da bi zmogel tudi dati en svoj odgovor, reči Bogu, tukaj sem, jaz sem ti na razpolago, če vidiš, da me lahko uporabiš. Zdi se mi pa pomembno, da bi res bolj načrtno in redno molili. Ko hodim takole po škofiji, po župnijah, vidim, da je kar nekaj ljudi in tem sem zelo, zelo hvaležna in se jim tudi tukaj vsem, ki molite in ki darujete za nove poklice, svoje trpljenje, svoje stiske, svoje preizkušnje, svoje starostne težave, zelo, zelo hvaležna.
ogromno s tem lahko naredite. Lejte, itak je trpljenje, pridejo preizkušnje, lahko gredo v prazno. Tukaj imate pa priložnost, da darujete za konkreten namen, ki zadeva nas vse, ne? Ker duhovni poklici so zadeve nas vseh. Zelo si želim, da bi za duhovne poklice molili otroci. In sicer v tem smislu, da bi vsak dan nekaj zmolili, da bi se v življenju prav odločili, da bi znali prisluhniti, kam jih Bog kliče. Ravno tako si želim, da bi za duhovne poklice molili mladi. In podobno kot pri otrocih v tem smislu, da bi vsak dan nekaj zmolili in Gospoda vprašali: Gospod, kje mene želiš? Kaj si zame pripravil? Kje bom jaz najbolj polno živel v življenju? In če me kličeš tudi v duhovni poklic, daj mi milost, da bom razpoložljiv, da bom pripravljen dati popolnoma svoje življenje na razpolago v službi Bogu in ljudem. Spodbujam pa tudi res molitev družin. Namreč, ko spremljam mlade, prvi problem nastane, kako bom jaz to doma povedal. Ne čisto pri vseh, ampak pri mnogih mladih je to prvi problem. Ker imajo starši svoje namene, svoje načrte s tem otrokom, poleg tega pojmujejo duhovniški, redovniški poklic ni perspektiven, potem pa celo življenje nič ne boš imel, en revež boš, pozabijo pa na to, kaj je v otroke položeno, kaj je Božji načrt, k čemu jih Bog vabi. Tako da vidim pomen družin v tem, staršev, molitev staršev, da bi otroci prepoznali, kam jih Bog kliče in da bi jih starši podpirali z molitvijo, pa s spodbudno besedo, s pogovorom, z realnim pogovorom, ne nekje v iluzijah, ne s strašenjem, ampak z realnim pogovorom, da bi pomagali mladim, svojim otrokom pri odločanju na poti poklicanosti. Potem pa spodbujam tudi vse druge, ker vsak od nas lahko da svoj velik delež pri prebujanju poklicev. Čim bolj bo v nas ta zavest, da so duhovni poklici za nas. Glejte, zanimivo, en sam duhovniški poklic, od rojstva do groba nas spremlja. Celo življenje. Tudi en sam redovniški poklic. Glejte, redovniki smo v prvi vrsti poklicani, da smo molilci, da svoje življenje totalno damo Bogu na razpolago, njemu v slavo in tudi v blagor ljudi. Da smo molilci, da kličemo Božji blagoslov na ta svet. Povejte mi, kdo si ne želi, da bi Božji blagoslov bil nad nami, v naših družinah, v našem narodu, v našem svetu. Glejmo to situacijo. Kdo si ne želi? Mislim, da vsak hrepeni po tem. Poleg tega so duhovni poklici v skladu s poslanstvom, ki opravljajo res, bi rekla, človekoljubna dela, ki smo v službi ljudi, smo za ljudi, mi nismo sami sebi namen. Ja, duhovni poklic je najprej meni dar in jaz vem, da nikoli ne bom zadosti hvaležna, včasih rečem, res vsa večnost bo premalo, da bi se mogla zadosti zahvaliti za dar poklica, ki mi je bil dan. Ampak vsak duhovni poklic, čeprav je najprej meni dar, je tudi dar za druge. Jaz sem na razpolago ljudem, ljudje lahko prihajajo, se pogovarjamo, sem jim na razpolago v njihovih stiskah, pripravljam programe. Sem za ljudi, preprosto se dajem. Karkoli delam, se dajem in tako tudi vsak redovnik, vsak Bogu posvečen je v službi Bogu, se da totalno v službi Bogu in v službi ljudem. In zato duhovni poklici so zadeva nas vseh, ne? Zadeva naše življenje. Jaz vem, jaz sem sad molitev mnogih naših sester. Jaz sem živela v župniji, kjer je bil zraven samostan, ker so sestre molile in sem vedela, da so molile in poznajo, ko sem vstopila, so mi tudi rekle, nekatere, vsak dan sem molile zate. Jaz sem sad molitev in moj poklic je sad molitev. In tudi še zdaj, jaz sem zelo hvaležna vsem, ki molijo zame, mnogi molijo zame za blagoslov temu delu in zato res lahko čutim, sem blagoslovljena
In upam, da sem v blagoslov naši cerkvi in našemu narodu. In tega se veselim in sem Bogu neizmerno hvaležna, da me je izbral, da sem lahko to, kar sem. Hvala lepa, sestra Štefka, za te bogate in spodbudne misli. Veselimo se tvojega razdajanja za duhovne poklice. Ti še naprej želimo veliko blagoslova pri tvojem delu. Hvala lepa tudi vam, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Nasvidenje do prihodnjič.